O rekreaciji in športu starejših nam bo na nekaj vprašanj odgovoril Martin Tuš. Varno in ustrezno rekreacijo se zagotovimo tudi tako, da preverimo, ali je ustrezno strokovno vodena. Kako lahko preverimo, ali je trener ustrezno kvalificiran za svoje delo? Ja, Zakon o športu, ki je bil sprejet leta 2017, pravi, da se mora vsak strokovni delavec, ne glede na to, ali si je svoje znanje pridobil preko sistema usposabljanj ali pa preko ene od fakultet, vpisati v razvid strokovnih delavcev v športu. Ta razvid je javen, vodi ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in vsakdo, torej vadeči ali pa bodoči delodajalec, lahko preveri, ali je ta oseba vpisana v razvid in seveda ali ima potrebno znanje, ki ga mora imeti, da lahko to vadbo vodi. Kakšno znanje dobijo bodoči strokovni delavci na usposabljanju OKS-a? Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, ima skladno z Zakonom o športu javno pooblastilo, da lahko ureja področje športne rekreacije in športa starejših. Med drugim to pomeni tudi to, da poskrbi za to, da strokovni delavci, ki na teh področjih delujejo, pridobijo ustrezna znanja za načrtovanje in izvajanje vadbe v tem področju. Poudariti je potrebno, da je področje športne rekreacije izredno široko. Vanj se umeščajo vse vrste fitnesa, pilatesa, skupinske vadbe, individualne vadbe, joge in tako naprej. Ne more pa strokovni delavec z področja športne rekreacije voditi na primer rekreativnega smučanja, rekreativnega plavanja ali rekreativnega teka. Zato mora imeti usposobljenost iz teh panog. Preko programov usposabljanja, ki jih je pripravil in jih izvaja Olimpijski komite Slovenije, dobijo kandidati znanje iz nekih osnovnih področij, ki so skupna vsem panogam, in to so osnove gibanja človeka, osnove športne vadbe, funkcionalne anatomije in fiziologije, seveda pa dobijo tudi bolj poglobljena znanja iz znanj, kot so kvalitativna analiza telesne drže in pa predvsem načrtovanje in izvajanje vadbenih procesov. V sklopu usposabljanj morajo kandidati opraviti tudi pedagoško prakso, kar pomeni, da to znanje, ki si ga pridobijo preko teoretičnih predavanj in praktičnih prikazov na tečaju, uporabijo na terenu. Seveda vse to izvajajo pod nadzorom za to usposobljenega mentorja. V sklopu prakse se kandidati lahko usmerijo v eno od področij, ki spada v področje športne rekreacije. Ravno to znanje, ki ga pridobijo v praksi, pa je izjemno dragoceno, saj je eno osvojiti in obvladati teorijo, drugo pa to teorijo efektivno in smiselno prenesti v prakso. Posebno področje rekreacije je tudi šport starejših. Ali so za vodenje starejših potrebna kakšna dodatna usposabljanja ali kompetence? Šport starejših je ločeno področje od športne rekreacije in ima svoje specifike. Ločnica med obema področjima je starost vadečih 65 let ali več. S staranjem se v človeškem telesu dogajajo določene spremembe, ki jih mora strokovni delavec pri načrtovanju in izvajanju vadbe upoštevati. Iz tega razloga obstaja za področje šport starejših samostojen program, ki naslavlja prav te specifike. Kakšne so še druge neformalne oblike pridobivanja znanj in veščin? Na področju športne rekreacije obstaja tudi veliko ponudnikov neformalnih usposabljanj. Beseda neformalno pomeni, da diploma ali certifikat, ki jo kandidat prejme, z vidika države ni priznana. To pomeni, da ta kandidat ne more vložiti vloge za vpis v razvid strokovnih delavcev v športu. V tem primeru lahko tak kandidat poda vlogo na Olimpijski komite Slovenije za priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc. Olimpijski komite Slovenije na to vlogo preuči in ugotovi, ali je njegov program, se pravi program, ki ga je kandidat usvojil, skladen s programom, za katerega zaproša. Vkolikor se ugotovi bolj ali manj popolna skladnost, lahko tak kandidat prejme strokovni naziv, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije in se na podlagi tega naziva lahko vpiše v razvid strokovnih delavcev v športu.